na vetronom griču je čisto sam, brez vsakih prijateljev živel drugačen. Da je drugačen, je vedel, ker so ga vsi tako klicali. Če je hotel prisesti k njim ali tekati z njimi, so vedno rekli: veš kaj, nisi tak kot mi, drugačen si, ne spadaš med nas. Kdo ni tak in kdo smo mi? Prisluhnimo predavanju gospoda Dušana Rutarja z naslovom Inkluzivna enakost in sočutna kulturna pravičnost. Spoštovani vsi, ki ste se odzvali našemu vabilu na to konferenco, moj prispevek bo zelo preprost. V svoji preprostosti je radikalen. Slišali boste za neko idejo, ki jo sicer poznate. Vendar, če se poglobite vase in če pogledate okoli sebe, zlahka ugotovite, kako je ta ideja, o kateri bom sicer govoril, pogosto oddaljena od naših vsakdanjih življenj kot drugo vesolje. Torej, vsi jo poznamo, vendar jo je težko živeti. Pomembna je natanko zato, ker jo je težko živeti. In etično je, da jo, kljub temu, da jo je težko živeti, poskušamo živeti. Taka je temeljna ideja našega projekta. To idejo dobro razumemo, če jo mislimo skupaj z dvema drugima idejama. To sta ideji, ki sta sicer dominantni, prevladujoči v naši življenji. Vedno znova boste naredili na ti dve ideji. Zato najprej nekaj malega o eni in drugi. Prva ideja je tradicionalna, je pogosta. Zanjo pravzaprav stoji evolucija človeštva. Prav zato je tako pogosta. Druga ideja je ravno tako pogosta in je neposredno povezana s to prvo, imenujem jo meritokratska ideja. In ko si bomo pogledali prvo in drugo, bomo prišli do tretje, ki je temelj našega projekta. Najprej pa nekaj malega referenc, da se oddolžim ljudem, ki vedo veliko več povedati o tem, kar bom povedal jaz. Prebral sem nekaj njihovih knjig, tukaj na platnu sta omenjeni dve. Ni pomembno, kakšna je vsebina prve in druge knjige, pomembno je, da je na naslovnici prve, ki je na levi, beseda pravičnost. In spodaj v tom naslovu je pravzaprav neko vprašanje. Neko vprašanje, ki je pomembno za čisto vsakega človeka. Včasih to reče, ko razpravljamo o osebah s posebnimi potrebami, o hendikepu, o invalidih in tako naprej, da je treba družbo razsvetiti, da je treba vplivati na zavest ljudi, da bodo drugače razmišljali o osebah s posebnimi potrebami in tako naprej. Vendar je tako razmišljanje malce prekratko. Družba namreč ni nekaj, ni oseba, ki ima zavest, ni nekaj, kar spreminja svoje razmišljanje. Družba ne razmišlja. Razmišljajo posamezniki. Zato ima v naslovu te knjige, v naslovu je še enkrat beseda pravičnost, neko vprašanje. Namreč, kako preoblikovati samega sebe. To je neprimerno težje,
kot razmišljati, kako da je treba spremeniti družbo, da bo bolj vključujoča in tako dalje. Kako torej spreminjati samega sebe? Mnogo lažje je pričakovati od drugih, da se bodo spremenili, kot spreminjati samega sebe. To je naporno, zahtevno, dolgotrajno delo, ki se bo nas to ne loti. Ravno zato, ker je zahtevno. Naslov druge knjige je ravno tako pomemben za moje današnje razmišljanje. To je knjiga iz področja evolucijske psihologije, ki govori o tem, kako je naš pristranski, the biased mind. Naš je pristranski, ne zato, ker smo mi zlobni, ali zato, ker namerno pristransko razmišljamo in se vedemo in čutimo in doživljamo, ampak zato, ker je za nami evolucija. Za nami je nekaj 100.000 let evolucije, naše možgane, naš je oblikovala, če prej smo se bili rodili, evolucija, kar pomeni, da so rabe naše razmišljanje, naše vedenje in tako naprej, mnogo manj v naših rokah, kot si domišljamo. Mnogo bolj so pogojeni z evolucijo. Zato je vsak človek, če hoče ali ne, pristranski, ampak to še ni problem, zato ker smo se zmožni učiti in vplivati na to, kar imenujemo pristranskost. To sta dve izhodišči. Zdaj pa si pogledajmo, kot sem prej rekel, tiste 3 ideje, ki nam pomagajo misliti, kaj je temelj projekta SVO. Obstaja torej še enkrat več prevladujočih idej v naših vsakdanjih življenjih. Če mi to hočemo ali ne, obstajajo in se nenehno obnavljajo. Ko govorimo o osebah s posebnimi potrebami, je torej najprej na vrsti tradicionalni medicinski pogled na človeka, na človekovo telo, na duševnost in tako dalje. V tradicionalnem pogledu na svet, ne samo na osebe s posebnimi potrebami, je veliko spontanega, pa tudi manj spontanega diagnosticiranja ljudi. Ljudje po malem nenehno diagnosticiramo drugega. Nenehno ugotavljamo, kdo je predpamati, kdo je predpamati, kdo je predpamati, kdo je predpamati. Kdo je kje, kakšne lastnosti ima, kakšne zmožnosti ima, kdo je bolj sposoben, kdo je bolj sposoben in tako dalje. To nujno počnemo zaradi evolucije. Vsi to počnemo in smo pri tem pristranski. Osebe s posebnimi potrebami so še zlasti pogosto, pravzaprav ves čas, objekt diagnosticije. Z dijakom, z osebo s posebnimi potrebami, z učencem s posebnimi potrebami, z mladostnikom s posebnimi potrebami se do 20. leta življenja ukvarja armada znanstvenikov, armada strokovnjakov, zdravnikov, socialnih delavcev, sociologov, defektologov, specialnih pedagogov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov, tako naprej, kirurgov, zdravnikov, medicincev, itd. Armada, ki nenehno nekaj diagnosticirajo, kar je v redu, kar je dobro, kar je fajn, kar je koristno, kar je smiselno. To določen ni. Ampak samo v določen ni. Osebe s posebnimi potrebami so torej pogosto objekt diagnosticiranja, s katerim glavnem ugotavljamo, česa vse ne zmorejo, kakšne motnje imajo, kakšne defekte imajo, kakšne potrebe imajo, kakšne posebne potrebe imajo, kakšne ovire imajo, česa niso zmožni, česa ne morejo in tako dalje. Niso seveda hkrati objekt skrbi, zanje treba skrbeti, kar je zopet do določene mere fajn, koristno, smiselno in pošteno in tudi pravično do določene mere. Ko se lotevamo nadaljnjega razmisleka, ko smo diagnosticirali, ko smo ugotovili, da je potrebna skrb, se seveda vprašamo, kaj narediti z tako odvisnostjo vseh posebnih potreb, ker so odvisni od diagnosticiranja, od strokovnjakov, od ljudi, od pomoči, od osebnih asistentov in tako naprej. In seveda moramo začeti razmišljati, ker je tudi smiselno, ker smo družbena bitja, o tem, kako deluje družba, ne samo posameznik. Kako deluje družba? Kaj je, ideje prijemo, kaj je sve, kaj je pravična družba?
kako ustvarjati pravično družbo. Tam zunaj je ogromno družbenih krivic, je ogromno nepravičnosti, zato je to vprašanje pereče, je aktualno. Ne samo, kako pomagati posameznikom, ker je krasno, učinkovito in fantastično, ampak tudi, kako vplivati, kako graditi pravičnejšo družbo. Zelo pomembno vprašanje. In seveda, ko tako razmišljamo, že pridemo, trčimo, ker je s tem neposredno povezana. To druge prevladujoče ideje v naših življenjih, to je, kot sem že prej omenil, meritokratska ideja. V naših življenjih prevladuje veliko razmišljanja, ki ga lahko na kratko preberete na zaslonu. To je razmišljanje, da je vsak, kot pravi slovenski pregovor, svoje sreče kovač. Da lahko vsak posameznik uspe, če le hoče, če ima voljo, če dela na sebi, če se ukvarja s seboj, če telovadi, če zdravo je in tako dalje. Ker je spet res do določene nič več. Kaj ti obstaja povsod okrog nas, tega se nismo izmislili mi, povsod okrog nas obstaja meritokratsko razmišljanje, kar pomeni, da starši pogosto že zgodaj začnejo svojega otroka pripravljati na tak način razmišljanja, hodi v šolo, poti pritem delaj, ubogaj, ne bodi drugačen, vlastni ne bodi preveč poseben, zato ker te bo se s tem izločil, če boš prijem, če boš obogal, če boš konformist, če se boš socializiral tako, kot ti treba, če boš tako delal, če boš razvijal disciplino, če boš kaj dobro ceno v šoli, boš na koncu uspel, morda boš pa celo srečen. Kaj je v glavnem čista laž? Kaj ti živi v kapitalističnem svetu? In strokovnjaki so že zdavno izračunali, da tako meritokratski način razmišljanja velja, seveda velja za približno 22% ljudi, predstavnikov srednjega in višjih razredov. Za približno 22% ljudi se to velja, za 78% ljudi pač ne. Dva otroka, ki sta se rodila danes, en se je rodil v Slamu, nekje v Bombaju, v Indiji, morda je 15 otrok v družini, ki se preživlja s $1 na dan. In drugi otrok, ki se je ravno tako rodil danes nekemu zvezdniškemu parju iz Hollywooda, na primer v Los Angelesu, niti približno nimata enakih materialnih pogojev za uspeh v življenju. Ne glede na to, kakšno trdo volje imate, kako trdo delate, kako ste disciplinirana, pridno obotilo v njima in tako dalje. Niti približno. Materialni pogoji življenja ljudi so ekstremno različni na svetu, v katerem živimo. Zato je tudi ta ideja meritokratska, čeprav je privlačna za 22% ljudi, kratko malo preprosta, ker za 78% ljudi enostavno ne velja. O tem velja razmisliti, zlasti v luči tega, kar je na naslovnici prve knjige, ki sem danes omenil, to je ideja pravičnosti oziroma natančno ideja družbene pravičnosti. Zdaj pa pridemo do tretje ideje, ki je temelj projekta SRODE. Imenuje jo ontološka ideja. To je ideja, ki jo boste tako prepoznali, vsi jo poznate, veliko kot ste jo že slišali, vendar jo je zelo težko živeti. Ontološka ideja je tale. Vsak človek, in pri tem mislim zares, vsak človek je vreden že s tem, da je. Nobenemu človeku ne bi bilo treba dokazovati s trdnim delom, discipliniranim delom in tako dalje in tudi ljubljivostjo nikomor, da je vreden. Če bi ljudje zares zmogli živeti to sicer preprosto in vsem znano, da je vsak človek je vreden že zato, ker je, ker obstaja. In lepota te ideje je, da ni kvantifikabilna, ni je mogoče izraziti. Če bi vam nekdo rekel, imate 5 otrok, ali lahko enega prodate, to se dogaja na tem svetu, morda ravno zdaj,
nekdo nagovarja neko mamo, ki ne ve več, kako preživeti, ker nima dovolj denarja, in me nekdo vpraša, ali bi morda prodali letnico enega od svojih otrok, ali pa kar celega otroka, koliko bi hoteli? Če bi vas kdo vprašal, bi se verjetno, in upam, da je tako skrozili, bi rekla, slični zmešan, moj otrok nima vrednosti, ki bi jo vi lahko izrazili z denarjem, zato ker je njegova vrednost neskončna. Vrednost enega otroka, skladno z idejo, ki je tukaj zagovarjam, je neskončna. Ni zlata v tem vesolju, s katerim bi lahko izrazili vrednost enega človeka. Ta vrednost je tisto, kar nas vodi, ko smo jo globoko dojeli. In ko smo jo globoko dojeli, v našem umu, ne glede na to, kako pristranski smo, ni več razločevanja, kdo je drugačen in kdo ni. Kajti v tem smislu, te ontološke vrednosti vsakega človeka smo absolutno enaki. Nihče ni niti za cent bolj vreden kot koga drugega. Kar je logično. Logično nesmiselno bi bilo reči, da je to več vreden, če pa je vrednost vsakega neskončno velika. To je torej temeljna ideja tega projekta, ki smo jo, kot smo že prej slišali, danes vstopamo v 6. leto, projekt traja do septembra letošnjega leta, 5 let in še nekaj malega, ne samo mislili, ampak smo jo tudi uresničevali. Naredili smo milijon korakov, da smo to počeli. In naj še dodam, ko sem, kar je bilo že rečeno, zahvaljujem se vsem vsaj 105 partnerjem, ki jih sedaj tukaj ni, so pa omenjeni v zaključnem videu, ko se pa bomo videli na koncu. V tem projektu v 5 letih smo v sodelovanju v različnih koncih Slovenije, ne samo na Ptuju, Kamniku povabili več kot 105 strokovnjakov, organizacij, posameznikov, društev, inštitucij, fakultet, itd. Torej, z moje strani vsem hvala tudi tistim, ki zdaj tukaj